Na Zlatiboru v Srbiji sta se na prvi dirki svetovnega prvenstva v težavnem oziroma hard enduru preizkusila Ali Al-Hiyasat in Miloš Novaković. Stadion Matije Gubca v Krškem je bil prizorišče kvalifikacijske dirke svetovnega prvenstva voznikov do 21 let. Na prvi dirki tekmovanja FIA Academy Trophy v kartingu Aljaž Vidmar 13. Na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu v Franciji tekmoval Jan Pancar. Evropsko preizkušnjo v 125-kubičnem razredu na isti progi so vozili tudi Jaka Peklaj, Žan Oven in Miha Vrh. Na radizelski progi v Orehovi vasi so se merili za točke državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. V 65 in 85 kubičnih razredih pa tudi za evropske točke jugozahodne cone. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Na Zlatiboru v Srbiji sta se na prvi dirki svetovnega prvenstva v težavnem oziroma hard enduru preizkusila Ali Al-Hiyasat in Miloš Novaković. Na izjemno zahtevnih trasah, ki so se vile Zlatibora na planini Tara in Mokra Gora ter nazaj na Zlatibor, sta slovenska voznika iz sebe in motorja v 4 dneh tekmovanja iztisnila vse, kar se je dalo. V ostri mednarodni konkurenci je Novaković na koncu zasedel 30. mesto, Al-Hiyasat pa je pristal 5 mest nižje. Kako zahtevno je bilo tekmovanje, pove podatek, da je od 70 voznikov v kategoriji Pro, ki šteje za svetovno prvenstvo, v cilj pripeljalo le 41 tekmovalcev. V nižjem razredu Expert je z licenco AMZS Alex Humar osvojil 68. mesto. Stadion Matije Gubca v Krškem je gostil eno od sicer 4 kvalifikacijskih skupin, ki so odpirale pot do svetovnega prvenstva v speedwayu za voznike do 21 let. Z licencama AMZS sta se s tekmeci merila Ljubljančan Anže Grmek in Nemec Julian Kuni, sicer član domačega AMD Krško. Konkurenca je bila res velika, sploh recimo 5-6 voznikov je bilo res top tukaj. Zato je bila praktično vsaka vožnja izjemno pomembna, saj so v finalno serijo vodila le prva 4 mesta. Proga je bila dobro pripravljena in je voznikom omogočala doseganje visokih hitrosti. It's perfect. I think they did a great job with the banking. I just heard they make it new. I didn't been here like before. I raced here last year, but there was some rain before, so it was a bit tricky there. But it's good fun. Not too easy to pass, but it's really enjoyable. Suits me very good, you know, it's quite big and it's very wide, so a few different lines out there, and yeah, it's a nice racing track. Proga danes mi je bila všeč, ni bila preveč zahtevna. Linija zunaj je bila dobra, kar mi je zelo všeč. Grmek v tej sezoni z mislimi ni povsem osredotočen na speedway. Letos nisem imel veliko dirk, nisem imel veliko treningov, ker še zmeraj probam najprej urediti šolo. Zdaj me čaka še matura, tako da potem gremo pa na polno. Vseeno je pokazal, da napreduje. V 5 vožnjah je zbral 5 drugih mest in do dodatne vožnje za 4. mesto, ki je odpiralo pot med mladinsko speedway elito, mu je zmanjkala le točka. Več ali manj vse vožnje sem probal bolj po zunanji liniji prihitevati. Bil sem hiter, imel sem hitrost, ampak je glih malo zmanjkalo, da nisem mogel prehiteti tekmovalcev pred sabo. Na koncu je z 10 točkami osvojil skupno 6. mesto. Boril sem se po najboljših močeh, probali smo vse. Štartov nisem imel glih najboljših, nisem glih najbolj zadovoljen. Nemški voznik z licenco AMZS Kuni je bil manj uspešen in je pristal na končnem 15. mestu z 2 točkama. Zmagal je danec Emil Brojm z maksimalnim izkupičkom 5 zmag. Yeah, I'm satisfied, you know, to make 15 points is unbelievable.
yeah, I just managed to make 5 good starts today, and yeah, that's it. Drugi je bil Nemec Norik Bledorn. I think with second place I can't complain. Just dropped 1 point in the first heat against Emil, who scored maximum today, so really good day. Tretji na odru za zmagovalce pa je bil tokrat branilec naslova svetovnega prvaka med mladinci do 21 let, Poljak Mateusz Černjak. Trinec na Češkem je bil prizorišče prve od 3 letošnjih dirk tekmovanja FIA Academy Trophy v kartingu. Slovenijo je z licenco AMZS zastopal Aljaž Vidmar, ki se je v finalni vožnji veselil 13. mesta, kar je za mladega voznika lepa vzpodbuda za naslednjo preizkušnjo, ki bo sredi junija v Red Bullu na Danskem. Trinec je gostil tudi dirko Evropskega prvenstva v razredu OK. Na njej sta z licencama AMZS tekmovala Aleksandar Bogunović in Mark Kastelic. Do finalne vožnje se je prebil le Bogunović, ki je na koncu zasedel 16. mesto. Villars-sur-Écot v Franciji je bil prizorišče 7. dirke svetovnega prvenstva v motokrosu. Na progi La Verson so bile zaradi dežja med tednom razmere za vožnjo v kvalifikacijah izjemno zahtevne. Sama zemlja izgleda idealna, ampak je bila globoko premočena in so se naredili res globoki kanali in tudi jame, tako da je bila res zelo zahtevna proga in zato smo tudi videli tako veliko padcev. Pancar se je tudi sam znašel na tleh. Sem v bistvu samo v glavo se udaril in sem si malo prebil brado in popraskal po obrazu. Malo me je bolelo še zapestje, ampak nič kaj takega. 30. mesto v kvalifikacijah je pomenilo slabši štartni položaj za nedeljski vožnji za točke svetovnega prvenstva. Je pa res, da je padec malo vplival na mene in sem prvo vožnjo res nisem tisto napadal progo in da bi se res dobro počutil na motorju. Vseeno je prišel do 16. mesta, sicer pa je prvo vožnjo dobil Thibaut Benisson. Za drugo vožnjo se je Pancar zbral, kar se je odrazilo tudi v njegovi predstavi na motorju. Sem se res bolj sprostil in peljal veliko boljše. Nasmihalo se mu je 9. mesto. Potem pa 2 kroga do konca storil manjšo napako in nažalost sta me 2 prehitela. To je pomenilo 11. mesto v cilju, a na dirki je bil skupno vseeno 10. Kar glede na to, kaj je vse bilo ta vikend, še vedno dober rezultat. Drugo vožnjo je dobil Belgijec Lukas Kenen, skupno pa je zmagal Benisson. V skupnem seštevku svetovnega prvenstva je še vedno prvi Gerc. Pancar pa ima 149 točk in zaseda 10. mesto. Na tej progi so vozili tudi dirko Evropskega prvenstva v razredu EMX 125. V kvalifikacije so se podali Miha Vrh, Žan Oven in Jaka Peklaj. Do voženj za točke pa se je prebil le slednji. Skupno je Peklaj osvojil 8 točk in je skupno na dirki zasedel 17. mesto. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Na radizelski progi v Orehovi vasi je bilo v soboto 20. in nedeljo 21. maja sila živahno. Oba dneva so po njej hrumeli motokros motorji, saj sta potekali dirki državnega prvenstva Slovenije in preizkušnja za evropske točke jugozahodne cone v razredih do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Organizacija je bila v rokah članov društva MX Akademija Saša Kraglja. Več kot 6 dni smo imeli zelo slabe razmere za samo pripravo proge tukaj v Radizelu, ampak za ekipo
delovnimi ljudmi, ki stojijo za mano oziroma ob meni, da mi pomagajo pri tem projektu, smo vse skupaj spravili pod streho. We found a beautiful, well-prepared track which was really ready for racing. And this can only be done because of a lot of volunteers, a lot of people working on and around the track. Priprava proge je na zelo visokem nivoju, zmeraj kadar priprav tukaj Sašo Kragel. Proga je bila idealna, tada res lepše ni moglo biti. This weekend gave us again what we wanted to see, an approach from the organizer which was really professional. V soboto so se najprej merili v obeh veteranskih razredih, ki so spet vozili skupaj. Med mlajšimi veterani je Simon Laurin vnovič prepričljivo dobil obe vožnji. Dva suverena štarta, užival v obeh vožnjah in pripeljal prvo mesto. Dvakrat drugi in tudi skupno drugi je bil Leon Ferš. Na tretjem mestu na zmagovalnem odru pa je po dveh tretjih mestih stal David Babič. Tudi med starejšimi veterani izkušeni Bogomir Gajser ni dovolil presenečenja in je sila suvereno zmagal v obeh vožnjah. Včasih sam sebi ne verjamem, odkot mi to, ampak imam to energijo, ko mi jo da to vesolje dol. Vse tekmece v svojem razredu je pustil daleč za seboj. Jaz znam vse od sebe. Včasih, da mi prije da ko mi prijem v cilj, ampak jaz sem tak človek. Dvakrat drugi je v cilj pripeljal Avstrijec Manfred Kainz, dvakrat tretji pa je bil hrvaški voznik Danko Brajim. V soboto so za pokalne točke prvenstva Slovenije vozili tudi najmlajši v razredu motorjev s prostornino do 50 kubičnih centimetrov. V vlogi favorita je bil Matic Maček, ki je dobil prvo vožnjo, v drugi pa se mu je zalomilo. Dvakrat sem padel v drugi vožnji, ampak sem se pobral pa šel naprej. Ampak sem se zabaval. Padca Mačka sta odprli pot do skupne zmage hrvaškemu vozniku Roku Ceboviću. Na odru za zmagovalce je bil Maček drugi, tretje mesto pa je pripadlo Tristanu Saksidi. Nedeljski program na radizelski progi so odprli skupno vožnjo v razredih MX125, MX2 in MX Open. Razred motorjev s prostornino do 125 kubičnih centimetrov tokrat ni štel za točke državnega prvenstva. Prestižno zmago je vknjižil Lukas Osek. Prvi vožnji sem imel tudi dva padca, ampak sem dobro končal na prvem mestu v svoji kategoriji. Drugi vožnji pa sem končal na tretjem mestu za slabim ritmom. Vseeno je to zadostovalo za prvo mesto na zmagovalnem odru, na katerem je bil na drugem mestu hrvaški voznik Šimun Ivandić, na tretjem pa Gal Geršak. V razredu MX2 je Gal Hauptmann znova dvakrat odpeljal tako, da mu tekmeci niso bili kos. Za njim pa se je odvijal oster boj za drugo mesto, ki ga je na koncu dobil Tilen Demšić z dvema tretjima mestoma. Proga je bila v drugo nekoliko bolj zahtevnejša, je zahtevala malo bolj več znanja tehnike. Sem bolj tudi potem osvojil tretje mesto, tako da sem zadovoljen za našim dnevom. Tretje mesto skupno je z enakim številom točk kot Demšić, a slabšo uvrstitvijo v drugi vožnji osvojil Alen Gajser. V odprtem razredu je potekal ogorčen boj za končno zmago. Favorit Denis Jakša je v prvi vožnji prišel v cilj drugi. Zmagal je Žan Žaler, ki je nato v drugi vožnji pred se spustil samo Miho Bubniča. Drugo mesto ga je pripeljalo na vrh zmagovalnih stopničk. Skupno drugi je bil Bubnič, tretji pa Jakša. Evropski preizkušnji sta ponudili veliko število voznikov na štartni rampi in zelo zanimive vožnje bodočih motocross asov. V razredu EMX65 Alex Novak v prvi vožnji tekmecem ni dovolil, da bi ga ogrozili na prvem mestu. Izvrstno je vozil tudi Taj Goleš, ki je v cilj pripeljal tretji. V prvi vožnji sem tudi slabo štartal in potem sem imel tehnične težave z motorjem. Imel sem srečo, da sem prišel do cilja. Novak in Goleš sta v drugo sama odločala o skupnem zmagovalcu dirke. V drugi vožnji sem vse sestavil in odvozil kar lahko in po pameti prišel v cilj na prvem mestu.
Novak mu je vse skozi dihal za vrat. Potem sem hotel ga glih v zadnjem krogu prehiteti in me je glih v enem ovinku obrnilo in sem skoraj padel, samo sem se ujel. Tudi drugo mesto v drugi vožnji je Novaku prineslo skupno zmago na dirki pred Goležem. Na tretji stopnički odra za najboljše tri pa je stal Italijan Francesco Assini. Skupno 8. na dirki je bil Tim Repnik, 19. pa Leo Gajser. Oba sta dobila točke Evropskega prvenstva. Brez njih pa so žal ostali Lovro Mervič, Urban Šmuc in Svit Vižintin. V razredu EMX 85 slovenski vozniki niso bili v ospredju. Jaka Mervič, Val Slavec, Maj Kotarc, Tjaž Jelovšek in Taj Vidovič so se s tekmeci borili po najboljših močeh, a niso prišli do točke Evropskega prvenstva. Skupno zmago je vknjižil italijanski voznik Riccardo Pini, drugi je bil Španec Juan Izagirre Pinto, tretji pa Pinijev rojak Nicolo Alvisi. V nedeljo 28. maja bo v Liberecu na Češkem tretja dirka državnega prvenstva v Speedwayu na 250 kubičnih motorjih za mlade voznike od 12 do 16 let. V soboto 3. junija bo v Lukovici prva preizkušnja sezone za točke državnega prvenstva v trialu. V nedeljo 4. junija bo AMZS Center kartinga in motošporta v Slovenji vasi prizorišče druge dirke državnega prvenstva Slovenije v kartingu.